Pobrežje 25. julija. Ob 9. uri se proti mejnemu prehodu v Slovenska vas nameni hrvaški policist Darko Vašić, ki ga na drugi strani že čakata slovenska kolega Mitja Šantel in Saša Ninković z policijske postaje Brežice. Kot mešana policijska patrulja bodo skupaj preživeli nadaljnjih 6 ur. Mešane patrulje so specifična oblika prekomejnega policijskega dela, ki ga države običajno urejajo z bilateralnimi sporazumi in tej zvezi podpisanimi protokoli. Sama oblika prekomejnega sodelovanja v okviru mešanih patruljah je odlično policijsko orodje, ki omogoča državam neposredno izmenjavo informacij in sredstvo oziroma način boja proti prekomejni kriminaliteti. Po drugi strani pa dviguje občutek varnosti prebivalstva, predvsem tistega, ki živi na obmejnih območjih. V primeru, da se mešane patrulje izvajajo na notranjih schengenskih mejah, predstavlja pa tudi tako imenovano kompenzatorne ukrepe, ki na nek način nadomestijo deficit, ki je nastal ob odpravi notranjih schengenskih meja. Lahko bi povedali tudi to, da so mešane patrulje ena od najbolj transparentnih oblik prekomejnega policijskega sodelovanja, predvsem iz razloga, ker tuji policisti upravljajo naloge v sosednji državi skupaj z policisti gostujoče države na očeh celotne javnosti po pravilih, ki jih definira bilateralni sporazum. Policijska postaja Brežice na podlagi protokola o mešanem patruljiranju izvaja oziroma organizira delo mešanih patrulj z 3 policijskimi postajami z območja Republike Hrvaške. To je policijska postaja Samobor, policijska postaja Zaprešić in policijska postaja Klanjec. Z Klanjcem in Zaprešićem organiziramo mešane patrulje 4-krat na mesec, z Samoborom pa 2-krat na mesec. Pomeni, da so polovico patrulje organizirani na območju Republike Slovenije, polovico na območju Republike Hrvaške. No, za mešano patruljo se dogovarjamo v vodstvi enot, pomočniki komandirjev, ki so zadolženi za področje varovanja zelene meje, tako na območju Slovenije kot na območju Hrvaške. Zdaj, policijska postaja Brežice z hrvaškimi enotami organizira 10 mešanih patrulj. Mešane patrulje datumsko oziroma terminsko se odločimo na podlagi teh analiz tveganja, na podlagi same problematike. Mešana patrulja je praviloma sestavljena iz 2 domačih in 1 gostujočega policista. Delo patrulje se začne z odpravo, na kateri se policiste seznani z njihovimi nalogami in problematiko območja patruljiranja. Tako od 11. pa do 17. ure bodo izvajali naše naloge mešane patrulje na tem območju, od Save proti Filipaču oziroma gor do Tihe Dojene. Na tem območju največ problematike ilegalne beležimo, zato bodo na tem območju kot največ zadrževali. Naloga bodo upravljali, delamo peš, delamo z vozilom v zasedah. Na tem območju je še ena dodatna patrola, s katero bo naši policisti sodelovali. Zdaj vi pa tudi boste sodelovali z vašimi organi. Kakšna potreba, jaz se nahajam na terenu, tako da lahko sem na zvezi in če bomo sodelovali. Hvala lepa. To bo nalog. Izvolite. Zbiramo policiste, ki so pripravljeni to upravljati, ki imajo interes pri izvajanju teh nalog in ki imajo potrebne veščine komuniciranja in so komunikativni, da znajo pridobiti informacije, oceniti in tudi sodelovati z prebivalci. Policisti, ki upravljajo patruljiranje v mešanih patruljah, se gibljajo praviloma zelo blizu državne meje. Po protokolu bi se pa lahko do okviru 10 km, ampak tega ne izrabljamo. Kar se mešanih patrulj tiče, lahko rečem, da je sodelovanje s hrvaškimi organi dobro, da si izmenjujemo informacije.
Konkretno v času, ko smo izvajali mešane patrulje, ni bilo nikoli primerov, da bi recimo prijemali ilegalne prebežnike. Se pa sigurno obveščamo med sabo, kadarkoli se ali na hrvaški strani ali pa na naši strani ob državni meji pojavijo osebe, ki bi lahko ilegalno prestopili državno mejo, se o tem obveščamo, potem pa izvedemo realizacijo ali z naše strani ali pa z njihove strani. Do zdaj sem bila parkrat v mešani patrulji in sicer, ko je prišel policist iz Hrvaške k nam. Zdelo se mi je zanimivo, ker še potem oni povejo svoje izkušnje. Mi jim pokažemo, kako z naše strani izgledajo, recimo kakšni ilegalni kanali, da še oni z naše strani vidijo. Potem razkažemo jim tudi teren, pa še mogoče se naučijo kaj jezika. Na regionalnem nivoju se policisti srečujemo z kolegi iz Republike Hrvaške najmanj na vsake 3 mesece, kjer ocenjujemo delovanje mešanih patrulj s posebnim poudarkom na vpliv mešanega patruljiranja na krepitev varnosti na skupni državni meji, preprečevanje nedovoljenih migracij, preprečevanje čezmejne kriminalitete, preprečevanje drugih nevarnosti za javni red in mir, ter stremimo k temu, da bi se okrepilo policijsko sodelovanje na skupni državni meji. Predvsem z vidika vpliva delovanja na pokazatelje ogroženosti državne meje iz analiz tveganja. Pri vsaki kontroli vozila najprej ugotavljamo identiteto osebe, katero vozilo vozi. Preverimo dokumente, s katerimi se izkazuje, če te dokumenti veljajo. V primeru, da nam se zdi vozilo sumljivo kot vozilo in pa osebo preverimo preko evidenc, potem v skladu, če je zadetek pozitiven, ukrepamo v skladu s pooblastili, ki jih imamo, drugače pa si pač osebo, ki jo imamo v postopku, si pač njene podatke zapišemo in osebo na to po končanem postopku spustimo. Vkolikor ustavljamo vozila, ki sodijo v višji cenovni razred, definitivno preverjamo tudi vozilo po evidencah, če gre za zadetke v primeru avtomobilske kriminalitete. Drugače, v drugačnih primerih pa, če se recimo po evidencah izkaže, da gre za operativno zanimivo osebo, pa ni potreba, da je v tem primeru vozilo višjega cenovnega razreda, pa se ravno tako vozilo pregleda in se skuša najti ali predmete ali stvari, ki bi izvirali iz prekrška ali kaznivih dejanj in se skladno z zakonodajo potem ukrepa naprej. Oprema patrulji na meji je sestavljena iz neprebojnih jopičev, zaščitnih čelad, stingerja, avtomatsko orožje z naboji in pa še imamo tukaj opremo v primeru, če je potrebno zavarovati kakšen mogoče kraj prometne nesreče, samo tu prihoda patrulje, ki opravlja splošne naloge. Tu imamo še megalight svetilke s filtrom. Filtr uporabljamo v nočnem času za ustavljanje vozil, triopan znaki in pa triopan stožci. No, vozilo imamo še potem za nadzor državne meje, uporabljamo pa še daljnogled, s katerim nadziramo državno mejo. Takšni daljnogledi. V osebni zadolžitvi ima pa vsak policist v sebi tonfo ali pendrek, štolo, bereto 9 mm, lisice in pa sprej, pepper sprej za primer delovanja v kršitvah javnih redov. Še posebej koristna pa je oprema za varovanje državne meje v nočnem času. Mešano patruljiranje se lahko opravlja peš ali s policijskimi vozili. V patrulje pa so lahko vključeni policisti konjeniki in vodniki službenih psov. Vodniki službenih psov, ki se nahajajo na naši policijski postaji, so na našem terenu prisotni skoraj da ves čas, tako da ni nobenega problema, če se
lovijo ilegalni prebežniki, se pokliče vodnike službenih psov in so, lahko rečemo, v 10 minutah na kraju in takoj priskočijo na pomoč in tudi dostikrat pomagajo k uspešnemu prijetju teh ilegalnih prebežnikov. Merilo za uspeh mešanih patrulj pa ni število prijetih ilegalnih prebežnikov. Bolj dragocene so namreč pridobljene informacije. Pri analiziranju delovanja mešanih patrulj smo ugotovili, da so mešane patrulje bistveno pripomogle k hitrejšemu prenosu operativnih informacij na terenu, boljšemu poznavanju sosednjega območja in s tem spoznavanju tudi policistov z druge države, kar pripomore k boljšemu sodelovanju pri vseh nadaljnih postopkih, lažje izmenjave operativnih podatkov in pa tudi ne nazadnje boljšemu poznavanju policijskih pooblastil sosednjih policijskih organov in pa boljšemu poznavanju jezika sosednje države. Ta oblika sodelovanja je nekako pomembna, mogoče ne samo zaradi prijetja teh oseb, ampak predvsem zaradi poznavanja terena, zaradi zaznavanja oziroma poznavanja teh območij, tako z naše strani, tako z hrvaške strani, kjer se mogoče zadržujejo te osebe, ki nedovoljeno prehajajo mejo, oziroma kanali, ki potekajo čez državno mejo in ta oblika je zelo pride za samo seznanitev obeh strani.